vas povabimo na prav kraljevsko pogostitev med kratko pauzo, bi rad prebral besedilo, ki so ga kustosi in restauratorji Posavskega muzeja hranili do tega dne. Tu je pismo enega starejšega kmeta iz Brežic, ki je pred okoli 600 leti obiskal vedeževalko, da mu razkrije, kako podobo bodo imele Brežice čez približno 600 let. Vedeževalka mu je sicer ni nekaj veliko računala, ker pa je mu je bila sestrična, ampak prikazala potem podobo Brežic na njihov 660. rojstni dan. In to je kmet zapisal. Pa sej niste resni, zato jaz garam, da stroji po cestah se bodo vozili. 20 glav živine v štali imam, kar konje vpreže, hvala lepa, dokler so le živi. Kaj je ta vodni stolp sredi ravnice? Ne zgleda prav luštno, oblika debilna. Spomnite mojih besed se resnice, gotovo bo en dan to sam še gostilna. In kje si še to videl, sred mesta pa most? Kjer genij se spomni take poteze? Nisem glih šolan, vem pa zadost, da če v spodnji ni vode, je most tam brez veze. Kjer cepec je hotel tako visoke bajte imeti? Ni placa bilo zraven, so mogli doštukati. Kter poba bo hodil pod okenco pet, če vzame pol ure, da greš gor vabit les. In te oblasti, jaz vam povem, če meni bi tolkrat pamet solile, ma kak referendum, orodje ljudem, ga ni bilo problema, ki ga ne bi rešile vile. Saj pravijo, da človek se vsega navadi. Samo to še ne pomeni, da se tudi more. Mal pameti kmečke je lahko v zadnji, da ni prehitre pokore. Nič ni narobe z malenkost napredka, dokler ga ne vodijo budale. Se rado zgodi, da pol vprašaš dedka, če blok je res boljši od štale. In kaj ti pove čisto vsak dedek, vsaj tisti, ki jaz jih poznam? Seveda ni boljš, je pa moderno, ampak do tega boš mogel priti sam. Ker tekom vseh let so vse oblasti ljudem zelo počasi svobodo jemali. Kar je slabo, se popravi, kar je dobro, naj se pusti. Ko pa temu ni bilo tako, so še rožce